Evo, zadnje vprašanje. Ko se ti je rodila hčerka, a ne, Ja, in si postala mama, kako si to sprejela? Kako si se a veš, soočala s tem? stara pa Kak, nova zaveza, kaj je, ne? Imaš, mislim, ja, imaš življenje, preden si mama, pa imaš življenje, pol, ko si mama, ja, tako da ja, ja, ja. ampak ja, okay, kako si sprejela in kako si se soočala s tem biti mama, ne, ker pač vsak se na nek način po svoje in se mi zdi, da je veliko Mm, mam, tudi tam zunaj, recimo moja žena, pač zdaj pripravlja pač svoj SP, ki bo podprl mamice po porodu, oziroma mame super, nasploh, ne, ena na ena individualni super, pogovori, pa neke kroge in tako naprej, super. organizira delavnice. In ugotavlja, in sem pa rekel, bom tudi jaz dodal v to vdajo noter, da sploh te, ki smo starši, vprašam, kako je biti, ker se mi zdi, da se nam zdi, a veš, ko imamo neki izziv, problem, ne, pa sploh, ker postane starši, to se zgodi v nekem intimnem okolju in pa se ti zdi, Mm, shit, jaz sem edina taka, ki se s tem dela, jaz sem res slaba mama, poglej druge vse mm. nasmejane, še posebej, če odpreš Instagram, ne da gledajo mame Instagram, ki se jim izrola, a ne. Razen če ene par profilov obstaja, ki so, rečemo temu, realni, a ne, ampak Mm, večina je mm, tako samo najlepše slike gor, ne, ki si kregaš, se ne spomniš slikati, ne, ko ti je lepo, se mm. spomniš, ne. Ja, Pustimo že res pač, je. ampak tako, ne, kako si ti? Najina Ela je bila načrtovana in Mhm. jaz sem k sreči, kljub moji bolezni, ki bi lahko imela težave z nositvijo, sem takoj zanosila in to mi je bilo, ok, ful dobro, super. Dosečnost super, midva sva že zelo hitro zvedela, da je punčka, zelo hitro sva dala ime in sva se že, ko je bila v trebuhu, pogovarjala z njo. Tak je pač, ne vem, Mhm. meni je bilo ful dobro, jaz sem se tega ful veselila, jaz sem rodila, ko sem bila stara 33 let in sem se počutila res zrela za met otroka, pripravljena, tako super mi je bilo. Tako da, kar se tega tiče, nisem imela nobenih izzivov. Je sicer porod bil težji, pa polporodno obdobje, pa zaradi jaz imam eno avtoimuno bolezen, pa sem pol dalj časa rabila, da sem se sestavila, ampak jaz sem bila ful, najprej nekaj časa nisem mogla dojeti, da sem res mama. No, vse to, Tako ja. prav mi je bilo tisto weird, mislim, kako, a res, tako, a ja, mama, sem otroka, tako fuldara. Drugače pa spomnim enega občutka, ki si prej omenil ljubezen. Meni se je zdelo, da je dovolj, da z občutkom otroku dam ljubezen. Tako prav to me je skozi spremljalo. In tudi, ko je bila bolna, tudi, ko ni spala. Jaz sem sam bila in sem, ne vem, z nekimi čutili pošiljala ljubezen in meni je bilo to, ne vem, tako normalno, navadno in tega občutka se ful spomnim. Ok, itek ti obrne otrok mal ritem na glavo, pa ne spanje, pa hranjenje, pa to te boli, pa ono te boli, pa te težave, pa one težave, ampak pač k sreči vse mine. Tako da jaz danes, ker tudi, če pride kakšna sveža mamica, rečem, lej, to so faze in vse te faze minejo. In najlepši čar vsega tega je, da se za nazaj več ne spomniš, koliko je bilo težko, recimo, ali pa koliko je bilo zahtevno, kdaj pa kdaj. Ne? In res tako zelo lepo teče lahko tako materinstvo, če, Mhm. jaz bom spet rekla, ne kompliciraš. Jaz nisem kaj dosti komplicirala. Je pa res, da sem imela skozi v glavi, da bom zelo hitro z Elo šla na vadbo za dojenčke. Jaz sem šla na pedokinetiko, ker sem pač prvič me to zanimalo iz mojega foha, profesionalno, drugič zato, ker se mi je zdelo, da itak ima gene športne, pa bo aktivna. In je bila Ela stara 5 tednov, ko smo začele hoditi na te gibalne urice. In to ni bilo dobro za njo, to je bilo dobro za mene kot mamo, ker so me tam te učiteljice, ki so to znale, ta handling otroka, naučile, da sem jaz kot mama suverena, Mhm. da mene ni treba nje strah prijeti, obrniti na glavo, ne vem. In temu bom večno hvaležna in sem res, tako to, kar pripravlja tudi tvoja žena, to je super. In smo bile skupina, ne vem, 5-6 mamic, ki smo hodile na isti termin, imele iste težave, tam se nismo počutile edine. In potem so otroci bili vedno utrujeni, so vsi zaspali in smo me po vadbi šle na kavo. In to je bil en tak krog, ritual, ki je meni definitivno pomagal pri tem, da sem lažje šla tudi čez kakšne težje trenutke, ker realno partnerji, možje grejo po 14 dneh porodniške načeloma vsi nazaj v službo in večina mamic ostane sama med 4 stenami, ker danes pač ne vzgajamo več otrok v širših družinah. In je lahko to težava. Ja. Tako da nek tak krog, da si ženska najde
se mi zdi nujno potrebno in potem itak rastejo otroci, rastejo 50 leto in pol sem hodila na te skupinice, no. Pa pridejo že kakšne druge.